Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. Atletinja celjskega kladivarja Tina Šutej je minuli teden postavila nov državni rekord na prostem. Tinin trener Milan Krajnc se nam bo pridružil v rubriki V središču. Ostanite v naši družbi. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v drugem krogu skupinskega dela Lige prvakov v domači dvorani gostili portugalskega prvaka Porto. Potem, ko so pivovarji še dobrih 20 minut pred koncem vodili z 9 goli razlike, so se na koncu Portugalci veselili minimalne zmage s 30-29. Ko so celjski rokometaši 24 minut pred koncem tekme povedli z 9 goli razlike, v dvorani Zlatorog ni bilo veliko takšnih, ki so še verjeli v preobrat in zmago Portugalcev. Sledil je neverjeten preobrat, v katerem je Porto do 50 minute prvič na tekmi ujel Celjane in v izenačeni končnici prav v zadnji minuti po zadetku Ituridze prvič na tekmi povedel za končnih 30-29. To je težje izgubiti, kot dobiti enostavno. To je bolana situacija. Ne vem, kot da smo prokleti, ukleti, ne vem, kaj bi rekel. Zdaj, kaj nam se dogaja, to, ko je Zaponšek rekel v zadnjih 14 dni, v zadnjem mesecu, to je res neverjetno. Mislim, a je to problem, ni sigurno kvaliteta. Oni so pokazali v prvem polčasu, da imajo kvaliteto, sam verjetno ali so neizkušnji, ali ne vem kaj je, da v teh določenih situacijah imamo vse po svoje, da rešujemo na take načine, pa ne vem, pa nismo več verjeli v sebe. V zadnjem napadu so povedali ene razlike in so nas premagali. Šok, verjetno šok, težji poraz, kot je bil ta lani proti Barceloni, sigurno. Žal mi jih je, zato ker so pokazali zelo dobro igro do 40 minute, pa zadnjih 20 minut se je vse obrnilo v njihovo strano. Ne vem, iskreno ne vem, zakaj je razlog tega. Ne vem, kaj se je zgodilo enostavno, čemu lahko to pripišemo, verjetno neizkušenosti, mislim, 9 golov zapraviti. Ne vem, vsi smo toliko razočarani, res umrli smo na igrišču, vse nobena to ne more očitati. Ne vem, razočarani smo, ja, nažalost, mislim, da je Porto prvič povedal v zadnjem napadu in ne vem, treba se iz tega naučiti pa zrasti, mislim, težko je, sam pač porazite boljšega naredijo. Ne vem sploh kaj naj rečem, res, toliko smo razočarani, res borimo se, sam kot da nam nič ne gre na roko, ampak to je šport, ne vem, se bo že obrnalo v tej sezoni enkrat nam, ko si mogoče ne bomo zaslužili, ker dan smo si definitivno zaslužili, ampak to je šport, ne vem, se pravim, borili smo se, res smo dali 150% od sebe, ampak ni enostavno po takšni težki tekmi v Gogu, potem direkt v Ivančno Gorico, imeli smo samo en trening za pripravo, tako da ni enostavno, vemo, da je Slovenska liga zahtevna, vsak želi vsakega premagati, mogoče z glavo nismo bili pripravi na pravem mestu in zgodil se je tisti, ko bi lahko rekel, šok v Ivančni Gorici, ampak moramo zdaj dvigniti glave, se gledati naprej in verjamem v nove zmage. V celjskem taboru so še dolgo po tekmi iskali razloge za redko viden preobrat in zapravljeno priložnost za prvi evropski točki v letošnji sezoni. Mogoče je malo zmanjkalo kisika v glavi, kakšne nerazumske poteze, kakšna ideja je zmanjkala v napadu, hitri protinapad Porta in hitro so se priključili, potem ko je pa tekma bi lahko rekel, egalu, pa vemo, da je vedno težko igrati. V celjskem moštvu sta najboljši vtis zapustila vratar Zaponšek in Mitja Janc, ki je bil z 9 goli najboljši strelec celjske ekipe. Janc je na začetku sezone na igrišču prevzel vlogo prejšnjega kapetana Aleksa Vlaha. Sigurno je lepo stopiti v take čevlje, ampak ni enostavno. Je velika odgovornost, vsi vemo, da v Celju ni lahko igrati, vedno so velike ambicije. Ampak mislim, da smo danes pokazali pravo igro, spet na koncu tako proti Gogu, mogoče odtehtali izkušnje, mladost ni bila spet na naši strani, tako da glavo moramo dati gor in trenirati naprej. Za razliko od domačih tekem, kjer so vselej v vlogi favoritov, tokrat Celjani niso bili pod rezultatskim pritiskom, da srečanje morajo dobiti. Imperativa danes neke pobjede ni, sam rekel, da damo vse od sebe, da gremo na igrišče, pomagamo en drugemu in da igramo rukomet, ko so ga oni sposobni, zato ko imajo kvalitetu.
enostavno ne vem, ali se je začetek sezone vse obrnilo proti nami, ne vem, ki smo si zaslužili tega, ne vem, kaj smo narobe naredili, ampak nič, mislim, treba se dvigniti iz tega, treba dvigniti glave pa iti naprej, če je lahko, težko je, mislim, vi ste novinari, pa ste izkušeni, pa imate, ampak zamislite, kak je njim, ne, mislim, to je zelo težko, noben ni hotel izgubiti tekme, ampak v zadnjih 20 minut so nam se noge odrezale, zakaj, ne vem, niti time out ne pomaga, nič ne pomaga, noben na svet ne pomaga, glavo so čisto izgubili, ali smo prehitro zaključili tekmo, ampak sem vedel, da oni bojo v drugem polčasu probali vse, smo rekli, da igramo ko 0-0, dobro smo odprli drugi polčas, ne vem, kaj se je zgodilo, iskreno, ne vem, niti nimam kaj naj jim povem zdaj, mislim, dali smo vse od sebe, zato ko smo izgubili smo, treba iti naprej, upam, da se bojo te stvari enkrat obrnile v našo korist, v našo stran. Celjski klub je v novo sezono krenil z najmlajšim moštvom v zgodovini kluba in v Ligi prvakov nasploh. Morda gre prav mladosti oziroma neizkušenosti pripisati velika nihanja v celjski igri na začetku letošnje sezone. Koliko igramo naprimer v domači ligi, pa pol v Ligi prvakov, kjer nek Porto vodimo 9 golov, razbijemo jih od tega, da v 15 minutah nas ujamejo, ne vem, to so, ja, očitno je to naša mladost in ali se sprijazniti s tem, pa trenirati, zapreti se v dvorano, pa pač učiti se na napakah in ja, bolijo te poraze, ampak iz tega lahko vsi te mladi igralci, jaz pa Mlakar smo malo starejši, se lahko res največ naučimo, boli, ampak nimamo, kaj res nam je žal, ampak žal nam je tudi zaradi največ, ampak res dali smo vse od sebe, ne vem. Celo tekmo imaš pod kontrolo, 9 golov prednosti, še 15 minut do konca, potem pa preobrat, ni enostavno, ampak tako sem že omenil, treba glavo dati gor, verjamem, da se bomo sestavili in spet pokazali borbenost. Bolj kot 2 poraza v Ligi prvakov, Celjane na začetku sezone, bolita spodrsljaja v domačem državnem prvenstvu, kjer so v vodnih 2 krogih izgubili doma proti Trimu in remizirali na gostovanju pri Svišu. Mi treniramo, borimo se, ampak se vidite, kako da nam nič nam ne gre, mislim, ne vem, pač treba bo trenirati, pa se bo že obrnalo, ker vse smo videli, mislim, mi smo danes bili dejansko boljši, sploh ne vem, kako je uspelo to, da smo to zapravili, ampak ja, nažalost, se pravim, v zadnji minuti so prvič povedali in zmagali, mislim, da celo nezasluženo, ampak to je šport, tako je to. Prvo priložnost za dvig samozavesti in prekinitev negativne serije bodo Celjani imeli že v soboto, ko bodo v državnem prvenstvu igrali doma. Tekmec bo pravšnji, v Zlatorogu bo namreč gostovalo moštvo Ljubljane. Po reprezentančni pavzi so nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi odigrali tekme 8. kroga. Vodilni Celjani so na gostovanju pri Kopru remizirali z 1-1. Do prve zmage v novi sezoni pa so prišli nogometaši Rogaške, ki so na gostovanju v Kidričevem Aluminija premagali z 2-1. Nogometaši Rogaške so v Kidričevem dosegli prvo zmago v letošnji sezoni. Slatinčani so srečanje odlično začeli in povedli že v drugi minuti, ko je domačega vratarja Pridgarja premagal Vice Miljanič. V 14. minuti so varovanci Oskarja Drobneta vodili že z 2-0. Dobro podajo Žana Benedičiča je izkoristil Nejc Gradišar. V nadaljevanju so več pokazali tudi gostitelji, ki so v 76. minuti prek rezervista Daniela Skibe izid znižali na 1-2. Do popolnega preobrata pa jim v zadnji četrtini tekme ni uspelo priti. Končno smo prvi zadeli, za nas čisto druga tekma. Do zdaj smo vedno bili mi tisti, ki smo prejeli prvi zadetek. Ja, vrnitev Gradišarja, Flisa v ekipo nam dosti pomeni, ker to je le del hrbtenice. Tudi danes se je to videlo. Zadovoljni, seveda hitro vodstvo, ob zadeti 11 metrov, ki bi lahko tekmo rešili že v prvem polčasu. Nismo, drugi polčas pa pri rezultatu 2-0, normalno, da mi ne bomo šli z grlom v jagode. Odpirali so se nam prostori, imeli smo dovolj situacij, zadovoljni sem s prehodi. Nezadovoljen potem z reakcijami v zadnji četrtini igrišča, ker moramo zabiti tretji gol. Edino večjo napako, ki smo jo postorili danes, pa
smo pa prejeli zadetek, ampak smo zopet ostali mirni, čvrsti v duelu, čvrsti na žogi in brez nekih pretresov pripeljali tekmo do kraja zasluženo. Rogaška bo naslednji konec tedna odigrala prvo tekmo na prenovljenem domačem stadionu. Njihov tekmec bo murskosoboška Mura. Ja, sigurno bo čudno, ne, ker ne bo avtobusa. Ne vem, mogoče se bomo dobili celo v Celju, pa šli z avtobusom na tekmo, ko smo zdaj navajeni skozi gostovati. Ja, končno en čudovit objekt, popestritev na slovenski sceni, ko mi čakamo, da lahko odigramo pred domačo publiko in jaz upam in želim si, da nas bodo navijači podprli v čim večjem številu na tem novem stadionu in da se bomo čim večkrat veselili skupaj. Vodilni Celjani so gostovali na Bonifiki in drugič v tej sezoni remizirali. V prvem polčasu so imeli absolutno terensko premoč, ki so jo kronali v 16. minuti, ko je svoj prvenec v celjskem dresu dosegel 31-letni Hrvat Mario Kvesić. V nadaljevanju so nekoliko več pokazali tudi gostitelji, ki se jim je trud poplačal v 88. minuti, ko je Osudži po podaji z desne strani spretno reagiral v celjskem kazenskem prostoru. The football is so simple that we have these feelings now after the game because we conceded the goal on 88. The 3 point was on our side, but we conceded. Nogomet je zelo enostaven. Dobili smo gol v 88. minuti in izgubili vse 3 točke. Igralcem vedno govorim, da moramo vedno igrati, kot da je izid 0-0 in skušati doseči prvi, nato drugi, nato tretji gol. Imeli smo veliko priložnosti, a nismo zadeli. Nisem nezadovoljen z našo igro. Glede na stanje igrišča nismo igrali slabo. Igralcem sem zaradi dobre igre dal 2 dneva prosto. Igrali so dobro, igrali so žogo in si ustvarjali priložnosti. Pogrešali smo le več zadetkov. Zame rezultat ni najpomembnejši. Pomembna je igra v vseh 90 minutah. Po mojem mnenju je bila razlika med Celjem in Koprom v tehničnem in taktičnem smislu danes ogromna, tako da nisem prav nič zaskrbljen. I can see, and this is my opinion, is a big difference between Celje and Koper at the level of technique and tactic, so I'm not worried. Pa res je, da se gre enak preokus, ker celo tekmo vodiš v bistvu, potem pa v zadnjih minutah primeš gol. Ne vem, mislim, da je bil plod neke pad koncentracije in nažalost smo prejeli zadetek. Pa ne vem, mislim, da tu bilo zelo težko igrišče, da smo nekako težko razvili naš slog igre. Je pa res, da bi mogoče mogli še bolj iskati drug zadetek, da bi potem nekako to tekmo dokončali. Potem pa seveda v zadnjih minutah se je Koper to dvignil, ustvaril neke priložnosti in ne vem, na koncu tudi točka za oba. Celjani ostajajo edino neporaženo moštvo letošnjega prvenstva, v naslednjih 2 krogih pa bodo 2-krat igrali doma. Njihova tekmeca bosta Radomlje in Aluminij. Prejšnji konec tedna so z novim državnim prvenstvom začele tudi rokometašice. Igralke ženskega rokometnega kluba z dežele so v uvodnem krogu v dvorani Zlatorog 24-28 izgubile proti Mlinotestu. Mesninke bodo ta konec tedna v pokalnem obračunu gostovale na Ptuju. V uvodni tekmi nove sezone sta se zaradi zasedenosti dvorane Golovec v Zlatorogu srečali ekipi, ki sta v zadnjem desetletju najbolj konstantni, če seveda izvzamemo ekipo Krima Mercatorja, ki bo bržčas tudi v letošnjem prvenstvu razred zase. Ajdovke so na koncu upravičile vlogo favoritin, a so se morale za prvi par točk v novi sezoni pošteno potruditi. Povsem prenovljene Celjanke so v primerjavi z lansko sezono ostale brez kar 9 igralk, v svojih vrstah pa imajo 6 novink. V drugem delu so se mesninke nekajkrat približale na 3 gole zaostanka, a so Ajdovke na krilih vratarke Karin Kuralt 21 obramb in Ane Abine, ki je dosegla 10 golov, prišle do zaslužene zmage. Tudi mi smo se zelo še tipali, nismo imeli nekih pravih odgovorov, kam sodimo in tudi po tej tekmi še nismo dobili. Tako ste rekli, to je prva tekma, tudi Mlinotest se je verjetno še tipal, kje je s formo, ampak ne glede na to, jaz mislim, da smo jim zelo težili
danes posel, glede na to, kakšni favoriti so bili v tej tekmi. Žal mi je, da nismo v takšni ekipi, kot smo štartali v tej sezoni. Kot veste, smo v tej sezoni zaradi osebnih okoliščin izgubili Sanjo Vrček, kar je velik minus za nas, to je ena glavnih nosilk igralk, zato so vso breme v bistvu prevzele zelo mlade igralke, neizkušene. Jaz mislim, da celo 3 igralke, da so že igrale prvo ligo, nekaj več, vse ostalo šele prihajajo kot neke nosilke v to prvo ligo. Tako da jaz sem zelo ponosna na njih, zelo vesela, da so se borile, seveda moramo pa popraviti še več detajlov. V športu je tako, da ko igraš proti favoritim, si lahko tudi malo neobremenjen, mogoče včasih lahko pokažeš še malo več, tako da kmalu bodo prišle tekme, kjer bo tudi pritisk na nas večji, ker si seveda želimo osvojiti kakšne točke, tako da predvsem bo treba tam za mlado ekipo odigrati zmerno in pa odraslo glavo že, ne. Tako da bomo videli, danes mi je žal tudi malo realizacije, ne, nam je zelo prekrižala načrte, če ne bi lahko še bolj otežili posel v Ajdovščini. Iz mojega in mislim, da govorim v imenu ekipe, borili smo se do konca, dali smo vse od sebe. Vidi se, da je naš nasprotnik dosti bolj uigran. Mi smo mlade punce, igramo skupaj komaj 1 mesec, ampak mislim, da smo na dobri poti. V celjski ekipi je ob novi kapetanki Klari Hrovatič, ki je zaustavila 15 gostujočih strelov, izstopala 21-letna Koprčanka Zana Kadič, ki se je ustavila pri 10 zadetkih. Ker se vračam po bolezni prejšnjega tedna, sem mislila, da bo slabše, ampak ja, vesela sem, da sem odigrala tako kot sem, ampak vedno ciljamo na boljše v naslednjih krogih. Kako se je Koprčanka znašla na štajerskem v Celju? Kar v redu, moram priznati, da mi je super v ekipi, super v mestu, odličen klub, super mi je tukaj. Ne, za mene vsakakor ne presenečenje, jaz sem jo videla že 3 leta nazaj v mladinski reprezentanci, ko mogoče nikjer noben ni resno računal na njo. Žal se je potem poškodovala, imela resno poškodbo kolena in tako malo kar nekaj časa pauzirala. Ni bila v neki formi, jaz sem jo poklicala, je bila zelo vesela priložnosti, v redu punca in računam, da se bo razvila v igralko, kakršna sama hoče postati. Naslednji konec tedna bodo Celjanke v Pokalu Slovenije gostovale na Ptuju. Pokal je spet eno tekmovanje, kjer je fajn, da dobivamo tekme, ne? Zato bi si želeli tudi priti v naslednji krog, da igramo čim več tekm. To je za nas zdaj pomembno kot mlada ekipa. Je pa tako, ne ustvarjamo si dobenih pritiskov, tudi nikjer nismo favoriti. Če smo pogledali novinarsko konferenco na začetku sezone, so vse druge ekipe v prvi ligi želijo priti med 4, mi teh obljub nismo devali, ampak smo rekli, gremo tekmo po tekmo in rastemo. Nobena športna ekipa se ni še zgradila čez noč in tudi naša se ne bo, bomo pa vztrajali, da bomo čim hitreje prišli tja, ko hočemo. Dali bomo vse od sebe in pričakujemo kar se da dober rezultat, seveda ciljamo na zmago. V državnem prvenstvu bodo Mesninke v tej sezoni s prenovljeno zasedbo skušale zadržati rezultatsko raven zadnjih let. V resnici, kot je že napovedala kapetanka pred par tedni, ciljamo med prve 4 sigurno, ker menimo, da smo res ekipa za med prve 4. V občini Šentjur so namenu predali obnovljeno atletsko stezo v tamkajšnjem športnem parku. Nove pridobitve so se izjemno razveselili v atletskem klubu Asfalt Kovač, saj je bila prejšnja steza nazadnje prenovljena leta 2004 in nujno potrebna prenove. V vodstvu atletskega kluba Asfalt Kovač so se odločitve občinskega vodstva, da se po letu 2004 ponovno loti obnove atletske steze, izjemno razveselili. Je bila resnično potrebna prenove in mi smo zelo hvaležni vsem, ki so doprinesli k temu, da je prišlo do te prenove tako občini, konkretno županu, kakor tudi Fundaciji za šport in seveda Atletski zvezi Slovenije, da smo prišli do tega imenitnega objekta, ki nam je v veliko spodbudo pri našem nadaljnjem delu. Pogodbo za rekonstrukcijo steze so podpisali avgusta lansko leto. Obnova je stala dobrih 240 tisoč evrov, z dobrimi 40 tisočaki jo je sofinancirala Fundacija za šport.
Trak ob uradnem odprtju sta prerezala trenutno najuspešnejša člana kluba Urška Ogrizek in paraatlet Henrik Plank. Atletska steza je bila tekom seveda let na nek način dotrajana. Prijavili smo tudi projekt na Fundaciji Republike Slovenije za šport. Tam pridobili recimo šestino sredstev, kajti celotna investicija je bila 242.000 evrov brez DDV-ja. Poleg same rekonstrukcije atletske steze pa je prišlo tudi do manjših posodobitev, ki smo jih uskladili tudi z domačim atletskim klubom in pa tudi z drugimi uporabniki športnega parka, to so nogometaši. Tako da lahko rečem, da gre za lepo investicijo, ki bo seveda tudi v bodoče služila svojemu namenu. Namreč naši športniki se seveda trudijo, da dosegajo čim boljše uspehe, mi pa jim seveda poskušamo omogočiti čim boljše pogoje in mislim, da so v Šentjurju pogoji, lahko rečem, kar zadovoljivi. Mislim, da smo v našem delovanju, drugo leto praznujemo svojo 30-letnico, z svojimi rezultati nekako upravičili javna vlaganja v atletiko, v našo infrastrukturo in to dokazujejo tudi dosedanji rezultati. Poleg tega imamo dober podmladek, dobro generacijo tudi sedaj in verjamem, da bomo tudi v prihodnosti še kako krojili rezultate na slovenskem in tudi širšem področju, kot smo že to bili vajeni v preteklosti. Obnove in s tem boljših pogojev za treninge šentjurskih atletov so se izjemno razveselili tudi na Atletski zvezi Slovenije. Atletska zveza Slovenije je zelo ponosna, da lahko otvarjamo še en štadion. To je dejansko že drugi štadion v tem tednu. Ravno tako so dokončali štadion v Radečah. Vse to je v bistvu izboljšanje slovenske infrastrukture v atletiki. Država in pa lokalne skupnosti očitno prepoznavajo, da je v atletiko potrebno vlagati in to se tudi obrestuje, vidimo po rezultatih na največjih tekmovanjih, evropskih, svetovnih. Drugo leto so olimpijske igre in upam, da bodo tudi otroci, ki bodo tukaj trenirali, nekoč posegali po medaljah na najvišjih tekmovanjih. Šentjurska atletika, katere najbolj znan obraz je zagotovo reprezentantka Martina Ratej, je za slovensko atletiko zelo pomembna. Atletska zveza Slovenije ocenjuje šentjursko atletiko za zelo pomembno izhodišče za mlade, za otroke, kjer se pač začnejo vzgajati talenti, seveda pa tekom šolanja potem nadaljujejo neko atletsko pot v Celju, v Mariboru in Ljubljani in imamo kar nekaj primerov iz Šentjurja, kjer so v bistvu prišli do najvišjih mest, celo do medalj recimo, ne. V šentjurskem klubu se posvečajo predvsem delu z mladimi. Kasneje njihovi najboljši atleti praviloma odidejo v večje slovenske klube. Letos je že drugo pokoronsko leto in se precej dobro pozna tudi pri interesu mladih, tako da mi imamo vedno v svojem članstvu poleg tiste stalne ekipe 30 atletov, ki redno trenirajo, tudi v podmladku, iz osnovnih šol, tam od 80 do 120 mladih, ki skozi celo leto intenzivno delajo v naši atletski šoli. Občina Šentjur je v preteklih letih v športno infrastrukturo vlagala znatna sredstva. Nekaj izzivov na tem področju jih čaka tudi v prihodnjih letih. Na področju športa imamo v planu, če bo vse posledeče drugo leto prizidek osnovni šoli Hruševec, to je odvisnosti, ali bomo uspeli pridobiti denar na določenem razpisu. Hkrati smo pridobili tudi že sredstva za opremo v športnem parku, v osnovni šoli Hruševec. Seveda pa investicij nikoli ne manjka, tako da želje je ogromno. Res pa je, da je treba to uskladiti tudi z ostalimi potrebami in pa tudi seveda z večnim problemom, to so sredstva. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno.
Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Takole, drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih smo nazaj v srednjem delu nocojšnjega tretjega polčasa, ki ga namenjamo kraljici športov atletiki, natančneje naši najboljši atletini v tem trenutku, Tini Šutej, članici Celjskega Kladivarja, ki je prejšnji teden odlično nastopila v finalu Diamantne lige in postavila tudi nov slovenski državni rekord na prostem. Njen trener Milan Krajnc je zdaj sogovornik v naši rubriki V središču. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Čestitke seveda tudi vam, nekako uspešen zaključek sezone, če lahko tako rečem, drugo mesto v finalu Diamantne lige, spet izjemen rezultat in pa spet nov slovenski rekord, zdaj je nova znamka 481 cm. Kako ste vi videli ta nastop v Združenih državah Amerike, kaj lahko rečete? Hvala za čestitke. Ja, gledajte, to je res en izjemen zaključek sezone. Moram poudariti, da vse ni bilo idealno. Drugi del sezone smo se ubadali kar z nekimi težavami, to pomeni, bila je manjša poškodba ahilove tetive na neodrivni nogi. Toda moram poudariti, da čisto 100% nismo mogli izvesti programa, ki smo si ga zadali. To sicer ne pomeni, da nismo bili dobro pripravljeni, se je svetovno prvenstvo pokazalo, da smo v odlični formi in smo že tam bili zelo blizu medalje in potem smo uspeli nekako ohraniti ta pozitivni naboj še v naslednje tekme in tukaj na finalu se je pokazalo, da je Tina motivirana, željna in sposobna dosežiti visoke rezultate. Se pravzaprav sploh zavedamo, kaj pomeni imeti tekmovalko v finalu Diamantne lige, na koncu celo osvojiti drugo mesto. S tem ste tudi izboljšali lansko uvrstitev v finalu, ko je bila Tina tretja. Glejte, mogoče se tisti, ki se ne ukvarjajo konkretno z atletiko, niti tega najbolj ne zavedajo. Če bi to mogoče poskušal aplicirati na mogoče nekak zimski šport, recimo to so mitingi, Diamantna liga najvišjega ranga. V atletiki obstajajo tudi mitingi zlate serije, srebrne serije, bronaste serije. Diamantna liga je najvišji nivo tekmovanj, na kateri tekmujejo največji zvezdniki in najboljši atleti. Da sploh uspeš prijeti na tekmo Diamantne lige, je že lahko tvoj življenjski cilj. In potem ti na teh mitingih zbiraš točke na posameznih tekmah in samo 6 najboljših se uvrsti v finale. In seveda potem, da uspeš v finalu doseži tako odmeven rezultat z državnim rekordom, jaz mislim, da je to kar lep dosežek in smo lahko ponosni na njega. Tina je potem poskušala tudi v dodatnih skokih na 4,86 m. Kako blizu je bila tam? Ja, ni bila daleč, bila je res v odlični dnevni formi in tudi skoki na 4,86 niso bili daleč od uspeha, tako da škoda. Bili smo blizu diamanta, toda Munova je pokazala, da je res trenutno najboljša skakalka na svetu.
Munova tudi nosilka zlate medalje iz letošnjega svetovnega prvenstva, kjer si je razdelila prvo mesto za avstralsko tekmovalko. Tudi na tem prvenstvu lahko rečemo izjemen nastop Tine, osebni rekord. Nažalost to na koncu ni zadostovalo za medaljo, ampak verjetno tudi vi že dolgo niste spremljali tako odlične tekme v skoku s palico pri dekletih, kot je bilo finale tega svetovnega prvenstva. Ja, res je, svetovno prvenstvo je pokazalo res odlične rezultate. Dekleta so bila zelo navdahnjena in če pogledamo rezultate, vidimo, da je celo šesta skočila 4,75, kar res že dolgo ni bil tako visok nivo, da za medaljo ni bilo dosti 4,80, da je bilo potrebno 4,85, tako da res nivo rezultatov se dviguje, mogoče res ni zdaj neke skakavke, tako včasih v dobi Jelene Išibajeve, ko je skakala 5 metrov, samo potem pa naprej ni bilo takih izrazitih tekmovalk, ni bilo take gostote. Tako da ob taki konkurenci seveda se tudi pol zna zgoditi, da bojo šli rezultati še više, ampak moramo reči, da smo dosegli lep rezultat. Sigurno malo boli, da smo bili že drugo leto zaporedoma četrti, ne. To malo boli, ker kolajna, le kolajna, tudi uspeh je velik. Ko tekmovalka osvoji 4. mesto, preskoči 4,80 m, postavi osebni rekord, pa ne dobi medalje, to verjetno pomeni, da se nekako ta vrh širi pri tekmovalkah v skoku s palico, da je vedno več vrhunskih tekmovalk? Ja, to, kar sem malo prej omenil, da res ta vrh se malo širi, gostota tekmovalk tam okrog 4,70 do 4,80 je večja, tako da konkurenca za medalje bo skozi kar neizprostna. Če potegnete črto zdaj pod to sezono, ki se je pravkar iztekla, 2. mesto srebrna medalja na dvoranskem evropskem prvenstvu v Carigradu, 4. mesto na svetovnem prvenstvu, 2. mesto v finalu Diamantne lige, nov slovenski rekord. Kako vse skupaj ocenjujete? Ja, res je, no, mogoče pozabili ste omeniti še 2. mesto na evropskih igrah na Poljskem, ne. Ja, vsi ti rezultati nam povedo, da je Tina letos odlično tekmovala, da je bila dobro pripravljena, motivirana in bi lahko zaključil, da je sezona bila uspešna. Res bila je uspešna, manjkala je mogoče res medalja na svetovnem prvenstvu, to da žal ni se nam išlo, zdaj, da bi govoril o sreči, je mogoče tudi brezpredmetno, ampak izreden nivo visok, ne. Tako da bi lahko rekel, da smo lahko ponosni in zadovoljni z rezultati, še posebej, če pogledamo, da v kakih pogojih recimo delamo mi v primerjavi z drugimi evropskimi atletskimi velesilami, ne. Če kar ostanemo pri teh pogojih, ki ste jih zdaj omenili, kje so največje razlike? Pa gledajte, začne se že mogoče s pogojimi pozim, ne, kaj ne rečem, energetska kriza je tudi naredila svoje, ne, vedno se borimo s tem, da dvorana ni dovolj topla za visoko intenzivne treninge, ker mi že takoj, ko štartamo v novo sezono, ne vem, potem november, december, mi skozi delamo praktično neke treninge ali pa, ki so intenzivni in zato potrebuješ, ne vem, 20-25 stopinj, to pa je težko dosežiti v naši dvorani, ko pač žal energetsko ni varčna, stroški so veliki, tako da poskušamo reševati to, da verjamem, da imajo kje na zahodu,
to boljš urejen, plus tega verjetno, ne vem, reševanje kakšne situacije s palcami, recimo, ne, ki je za nas osnovni rekvizit, ne. Tukaj tudi so še kakšne rezerve, da bi mogoče še kako palco več imeli na razpolago, ali celo to, mi nikoli ne moramo vedeti, ne. V svetu je recimo kar nekaj proizvajalcev drugih, ko izdelujejo palce, pa niti nimamo možnost, da bi to preizkusili, ne, za razliko od tistih, mogoče, ko so res močni, pa imajo na voljo več, pa lahko preizkusijo druge proizvajalce in mogoče celo bi kakšna druga palca bila celo ustreznejša. Ne vemo, ne, ker ni dovolj, da mi rečemo, bomo eno ali pa dve palci si mogoče celo lahko bi nekako privoščili, sam to ni dovolj, ne, zdaj mi, če bi hteli narediti neka testiranja, ne, tako recimo smučari, pa to mi bi rabili 10 palc, ne. Zdaj pa sam za preizkus, to pomeni 10.000 evrov, ne. Tako da, mislim, tukaj so neke stvari, ki verjamem, da mogoče v atletsko močnejših državah je to mogoče malo lažje, ampak žal tako je. Imamo pa zato verjetno kakšne druge prednosti ali pa želje, pa tekmovalni naboj, pa tako naprej. Leta 2016 ste začeli trenirati Tino Šutej, ki je nekako bila zelo vztrajna, ne? Mislim, da v mladinskih vrstah kolajna leta 2006, potem je kar skoraj 15 let čakala na naslednjo medaljo na velikih tekmovanjih, zdaj pa praktično vsa zadnja leta osvaja medalje na skoraj da vsakem tekmovanju, kjer se pojavi. Kje je bil ta preskok, ta preklop, da tako rečem, na ta najvišji svetovni nivo? Glejte, Tina je že v tej mladinski konkurenci pokazala, da je zelo talentirana in nadarjena tekmovalka. To je s tem pokazala, ker je osvojila drugo mesto na svetovnem prvenstvu 2006 v Pekingu. Potem so se seveda pač vedno prehod v člansko kategorijo je vedno zelo težek in zahteven, včasih tudi ne uspe, ne. Potem so se pojavljale neke poškodbe, ki so malo mogoče vplivale na dvom, ali zmorem ali ne. Pač zdaj govorim po pripovedovanju, takrat ona ni bila moja atletina, ampak mislim, da je bilo približno tako. Ona je potem je prišla ponudba iz Amerike, ne, ki jo je ona potem sprejela, zagrabila. Pokazalo se je, da je ta odločitev bila pravilna, ker seveda tudi pogoji v Ameriki tam na teh univerzah so maksimalni in je seveda pokazalo se, da je to bila prava odločitev in je Tina tudi potem kar napredovala, ne. Ona je potem v Ameriki v tistih študentskih letih naredila kar tudi lep rezultat, ne vem, skočila od zunaj državni rekord 4,61, celo v dvorani 4,71. Tudi potem je spet prišlo do nekega šuma, ne. Glejte, ta skok v palici je en tak poseben šport, ne. Bi ga mogoče na hitro lahko primerjali z smučarskimi skoki, ne. To se zgodi neka mali šum ali pa nek občutek se poruši, ustvari se nek dvom in tako naprej in takoj lahko gre 1-2 sezone, se ne pobereš. Ne, saj imamo mi v športu v Sloveniji, glih pri skakalcih smučarskih, vidimo, kako se lahko stvari odprejo, pa spet ne gre, tako da je to kar zelo podobna stvar, ne, ker je to ena taka disciplina, ki je rizična in nevarna in s tem je povezana so neka tveganja in s tem se potem tudi lahko neki občutki porušijo, ki vplivajo na ta nadaljnji razvoj. Toda zdaj, kaj se je zgodilo pri Tini, verjetno ona je potem, kakšni občutki so se verjetno porušili, neke stvari se niso sestavile,
potem stvar ni šla tako, kot so mogoče zastavili, ampak potem se je ona v letu 2016 spet malo dvignala in je uspela priti v finale olimpijskih iger, bila v finalu, mislim, 10. 11., kar je bila spet seveda ena spodbuda za, bi rekel, naslednji olimpijski ciklus. V tistem času je pa njen trener, ki je v bistvu zgradil to Tinino sposobnost, njeno kariero, Slavko Černe, se je seveda odločil, da bo zaključil s trenerskim delom in potem je ona iskala novega trenerja in potem nekako smo prišli do nekega dogovora, sodelovanja in potem v začetku seveda čisto takoj prvo, drugo leto se še ni pokazalo, rezultatsko bili smo na tistem nekem nivoju, ki je ona s tistim nivojem, ko je prišla v Celje. Potem pa v neko leto 2019, torej 2017, 2018, nekako smo bili na podobnem nivoju kot prej, pa smo v letu 2019 pa celo uspeli skočiti normo za olimpijado v Tokiu in potem so skozi seveda rezultati nekako rastli. Na tekmovanjih najvišjega ranga smo uspeli osvajati kolajne in očitno smo na pravi poti in upam, da bomo še naprej. Sezona je končana, že seveda pogledujemo k novi, ki bo še posebej zanimiva, ker je olimpijska, prinaša olimpijske igre v Parizu 2024. Tina je že 3-krat bila na olimpijadah, leta 2012 19, 2016 v Rio de Janeiro 11 in na prejšnji olimpijadi odlično 5. mesto v Tokiu. Kako vi gledate na naslednjo sezono in seveda sploh na tisti vrhunec v karieri vsakega športnika, to so seveda olimpijske igre? Ja, gledajte, normalno to naslednje, torej olimpijada v Parizu bo na nek način krona, upam, Tinine kariere. Tina je zdaj na takem nivoju, v takem stanju, da seveda na vsaki tekmi lahko cilja na medaljo. Tako da naš cilj je medalja, zato bomo poskušali narediti vse, se maksimalno pripraviti, poskušati ustvariti pogoje, da bo temu tako. Verjamem, da ona je to sposobna, je motivirana, delavna, zavzeta, želi si, tako da če nam bo zdravje služilo, potem upamo, verjamem, da lahko osvojimo medaljo. Tudi te njene višine nekako z leti rastejo, postavlja nove državne rekorde. Zagotovo je težko napovedovati, pa vendarle po vaši oceni, kje so njeni limiti, kakšne so tiste višine, ki jih še lahko zmore do Pariza? Sigurno so njeni, težko je zdaj napovedati rezultat, ampak Tina je sposobna 94 plus skočiti, in to je cilj. Jaz upam, da bomo že v zimi, po zimi uspeli skočiti krepko čez 84, da bi potem recimo res bili v igri za višine čez 94, kar bi verjetno bilo dovolj za medaljo na olimpijadi. 7 let vadite s Tino, imate verjetno nek utečen sistem dela, pa vendarle boste v tej olimpijski sezoni kaj menjali, kaj odvzeli, dodali, ali bo to nekako tako, kot je že bilo v vseh teh sezonah, ko ste skupaj? Zdaj mogoče pravimo, da sistem, ki prinaša rezultate, se ne menja. Toda vedno iščemo neke rešitve, neke dodatke, neke majhne spremembe. Sigurno bomo uvedli kakšne poskušali še kaj dodati ali malo spremeniti. Že sam zaradi tega, da malo ne bo trening popolnoma isti,
Pa tudi iz tega vidika, ker pač iščemo rezerve, kje bi se dali kaj izboljšati. In iz tega vidika bomo sigurno kaj malega spremenili, verjetno bistveno pa ne, ker zdaj bistveno spremeniti sistem je zelo riskantno, ne, ker ne moramo vedeti, ali bo ta sistem potem deloval ali ne. Male spremembe so pa vedno dobrodošle, ne. Prej sva pred oddajo gledala tudi malce dlje naprej, še dlje od Pariza v nov olimpijski cikel. Vi počasi zaključujete poklicno pot, po eni strani bo mogoče več časa za atletiko. Tina je nekako v zrelih letih. Kaj prinaša prihodnost, že lahko kaj rečete tudi o obdobju po Parizu? Bitko je to največ seveda odvisno od nje same, od njenega zdravja, od njene mentalne energije, kako dolgo ona misli še posvetiti, podrediti svoje življenje atletiki. Ker to posvetiti vrhunskemu športu, vse to je praktično res ena velika žrtev, ne, ker ni časa za mnoge druge stvari, ne, ki jih mi normalni ljudje počnemo. In verjetno bo po olimpijadi, verjetno bo vsaka sezona zgodba za sebe, če se bo ona odločila, da bo še nadaljevala, če ji bo zdravje služilo, bo verjetno šlo korak po koraku. Verjetno sem prepričan, da ne bo mogla se odločiti, zdaj pa grem še en olimpijski ciklus. Če bo energija, volja, zdravje, bo verjetno to šlo verjetno korak po koraku, sezona po sezono. In težko je zdaj reči, vrhunski športnik, sploh v takih eksplozivnih disciplinah, so to tista leta, ki počasi, ne morem reči, mislim, da zdaj se pač ob tej tehnologiji treninga in vse, kar ponuja zraven znanost in pogoji, se to mogoče podaljšuje. Tudi to je enkrat, tudi to je omejen z nekimi kilometri, se temu reče, treninga in napori, in tako da bomo videli. Vi še imate veliko motiva, dolgo ste v tem športu, veliko ste dosegli z različnimi tekmovalci. Ja, gledajte, jaz bom rekel, takole je, ne, sigurno ti Tinini uspehi in rezultati tudi mene navdihujejo, da vztrajam, da iščem poti, da poskušam pomagati po najboljših močeh, da bi moji tekmovalci, ne samo Tina, ker imam tudi mlajše tekmovalce, ki tekmujejo, ne, da poskušam jim dati največ, kar lahko. Tako da, ampak verjetno zdaj ne morem reči, da bom pa zdaj, nisem prepričan, da bom pa še 15 let ali pa kaj zdaj koliko let delo, ker verjetno bo mogoče tudi čas, da pride kakšni mlajši z novimi idejami in tako naprej, ker sej tudi, tudi mi človek nima neizmerno količino energije in bomo videli, pa tudi verjetno je odvisno od mojega zdravja. Hvala, mislim, sem vesel, da sem še nekako zdrav, relativno nimam nekih težav, da lahko recimo sploh vse skupaj to vodim, dopoldan služba, popoldan štadion, to sta dve službi praktično, ne. In oboje seveda zahteva praktično celega človeka. Hvala lepa, Milan Krajnc, za obisk. Še enkrat čestitke seveda za odlično sezono, željo, da seveda v tej smeri nadaljujete tudi prihodnje leto, ko bo olimpijska sezona. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih smo nazaj še v drugem delu središča. Ostanite v naši družbi.
MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Takole po oglasih smo nazaj še v drugem delu nocojšnjega središča. Govorili bomo o futsalu, o velikem uspehu slovenske reprezentance do 19 let na Evropskem prvenstvu na Hrvaškem. Tam je bil del našega strokovnega štaba, tudi Celjan Drago Adamič, ki ga seveda dobro poznamo zadnja leta, predvsem kot trenerja celjske ženske futsal ekipe. Drago, zdaj vas je pa zaneslo tudi k fantom. Kako to? Res je, na povabilo selektorja Tomislava Horvata sem se priključil strokovnemu štabu v 19 in zdaj že dobro leto sodelujemo v tej kategoriji. Evropsko prvenstvo v Poreču, tisto, kar velja izpostaviti na začetku, odličen rezultat. Polfinalu ste izgubili proti kasnejšim evropskim prvakom Portugalcem, torej Slovenija je tretja v Evropi. To si kar takole težko predstavljamo. Res je, to je verjetno eden največjih, če ne celo največji uspeh slovenskega futsala. Emocije, mislim, da se še niso čisto stišale. Mislim, to je res doživetje. Ti fantje so naredili tak uspeh, da težko si predstavljamo, če tega ne doživiš. In mislim, da tudi naši navijači, ogromno jih je bilo, ki so nas nosili, to je bilo res doživetje, da se naježiš. Portugalci so evropski prvaki, ampak šele v finišu, v samem zaključku tekme so strli odpor vaše reprezentance. Ja, res je, v zadnji minuti smo dobili gol, s katerim smo izpadli. V bistvu oni so bili favoriti že pred tekmo, tudi pred prvenstvom so dejansko najmočnejša ekipa v Evropi, igrajo res atomski futsal, ampak smo uspešno zaustavljali njihove nalete, z dobro taktiko smo se postavili in bili res blizu tem podaljškim, kjer se pa lahko zgodi karkoli, ampak v končni fazi, če potegnemo črto, so zasluženo šli Portugalci v finale, mi smo pa tudi, dali svoj več kot maksimum. Očitno imamo vrhunsko, mlado, nadarjeno generacijo. Ja, generacija je precej nadarjena, v bistvu pa bolj bom rekel delovna, pridna, to naša trdoživost, disciplina, slovensko srce, ki se nikoli ne preda, nadoknadimo pač to manjko kvalitete, ko ga imajo drugi. Kje igrajo te fantje? V slovenskih klubih ali v tujini? Ja, vsi igrajo v slovenskih klubih. Bo zaradi tega rezultata mogoče komu od njih ponujena tudi priložnost kakšnega večjega evropskega kluba, po vašem mnenju? Sigurno so bili opaženi in v prihodnosti, če se bojo razvijali na ta način, ko so se do zdaj, bojo sigurno naredili kakšno kariero tudi v tujem klubu.
Zdaj je verjetno pred njimi tisto najbolj zahtevno obdobje, prehod iz teh mladinskih v člansko vrsto. Ja, prehod iz mladinskega v člansko je verjetno res največji preskok in tukaj je zdaj res ogromno treba delati, da tudi v članski vrsti uspejo. Kaj ta rezultat pomeni za člansko reprezentanco v prihodnjih letih? Sigurno bo z te generacije verjetno nekaj bodočih reprezentantov. Luka Čop je že zdaj bil na kvalifikacijskih tekmah proti Italiji in Češki je bil že zraven. Postopoma bo sigurno, če se bo razvijala na tak način kot do zdaj, bojo dobivali priložnosti ostali in jaz upam, da nas čaka svetla prihodnost. Povejte nam, kako so nekako postavljene razmerje moči v Evropi pri tem mladinskem futsalu. Portugalci so prvaki, kaj pa ostali, kje se igra pri mladih najboljši futsal v Evropi? Isto kot pri članih, bom rekel, to je postavljena hierarhija, tu ni slučajnosti, ne, da bi kar mogoče kdo se pojavil. To so sistemi, ki so uveljavljeni do potankosti, izdelani in Portugalci že leta in leta načrtno delajo in žanjajo zdaj neverjetne uspehe. Španci so kot vedno v vrhu. Bom rekel, prebijajo se vedno hitreje, se prebijajo Francozi. Oni vlagajo, če se ne motim, imajo večji proračun za futsal, kot ima naša nogometna zveza skupaj. Tako da v bistvu vsi delajo, no? Vsi delajo, vsi vlagajo več kot mi in vedno težje bo obstati v evropskem vrhu. Sicer pa ostajate tudi, oziroma ste še vedno seveda tudi selektor slovenske ženske reprezentance, nekako dvojna vloga. Kako pa je z dekleti, kaj njih čaka v letošnjem letu? Ja, z dekleti imamo še v letošnjem, do konca koledarskega leta imamo še en zbor, potem imamo 2 prijateljske tekme z Ukrajino doma. Ukrajina je druga v Evropi, tako da nas čaka res kvaliteten nasprotnik in se veselim tega, da se spet vidimo, koliko smo se približali temu vrhu. Decembra pa odhajamo na gostovanje na Švedsko. Prihodnje leto pa vas čakajo potem kvalifikacije. Ja, v jeseni so pa kvalifikacije za Euro 2025. Morava povedati na tem mestu, da je ženska reprezentanca v zadnjih letih naredila kar precejšen preboj, tudi na tej mednarodni sceni. Začeli ste praktično z ničle. Ja, v bistvu zaradi malo slabših rezultatov v preteklosti smo padli v predkvalifikacijsko skupino, ki smo jo uspešno, ki smo zmagali v Litvi in smo se uvrstili potem v glavni del. V bistvu treba delati, delamo in upam, da nas naslednje leto tudi žreb, da nam nameni mogoče malenkost lažjo skupino, ker pa potem vse mogoče. Kako je z našimi reprezentantkami, so vse po slovenskih klubih, kakšno tudi v tujini. Verjamem, da boste spremljali njihove klubske nastope, zdaj, ko se sezone začenjajo. Sezona se začne naslednji teden, ja, in vse reprezentantke, vse kandidatke igrajo v slovenskih klubih. Bili ste trener Celja, zelo uspešen, 3 leta ste vodili Celjanke, 3 naslove ste osvojili. Že na zadnje, ko ste gostovali v našem studiu, smo govorili, da se boste verjetno poslovili od trenerskega mesta. To se je dejansko tudi zgodilo. Ja, po 3 sezonah sem se odločil, da bo dovolj, da je čas za mlajše in v bistvu ostajam, pomagam še vedno v klubu, videli pač na kakšni vlogi, ampak na trenerskem mestu pa ne bom deloval. Sin vas je nadomestil, verjetno boste tudi njemu s kakšnim nasvetom pomagali, vas kaj povpraša takole pred treningi, tekmami? Pa ja, sigurno, da beseda vedno nanese na futsal, pač to je naš način življenja. Ampak v bistvu je z mano sodeloval zdaj že kar 2 sezone, v bistvu je talentiran, ampak pač mora delati, mora pridobiti izkušnje, v bistvu sem pa vedno na voljo za kakšen nasvet. Povejte nam, kakšno ekipo imajo letos Celjanke, kam bodo ciljale, kaj napovedujete? Celje je vedno pač mora biti kandidat za vrh in mislim, da je ekipa v večini ostala nespremenjena, tako da sigurno bojo kandidirali eden od kandidatov za naslov prvaka, čeprav je liga vedno bolj kvalitetna, spet je liga osmerice, kjer so
punce strašno napredovale, tudi ostale in bo zanimivo gledati letošnji zaključek. Kaj napovedujete, kar se tiče te nove sezone? Rekli ste 8 ekip, so se karte v prestopnem roku precej premešale, so kakšni klubi, ki bi lahko recimo precej skočili po lestvici navzgor letos? Jaz mislim, da bo letos bolj izenačen boj za naslov prvaka, ker so pač nekateri klubi so se malo konsolidirali, pravi Slovenske Gorice so vedno Slovenske Gorice in njih ne smeš nikoli odpisati, čeprav še vedno verjetno ne vemo, v kakšni postavi bojo igrali, vedno je mogoče, da še kaj dodajo. Tu je še, jaz mislim, da bo letos čisto odprto kandidiral za naslov ekipa Košane. Punce so dozorele, zdaj v 2 letih, ker jih vodi Miha, nov trener, so tudi napredovali in mislim, da bo letos zelo blizu. Potem tudi ekipa Vrhnike bo letos zelo konkurenčna in jaz se kar veselim tega prvenstva. Kaj pa moška scena, nekako Dobovec je držal primat, zdaj v zadnjih letih, letos tudi pri njih nekaj kadrovskih sprememb. Kaj napovedujete glede moškega prvenstva? Jaz mislim, da bo letos še bolj izenačeno, kot je bilo prejšnja leta, ker Dobovec je pač sigurno izgubil kar nekaj kvalitetnih članov, ki jih ne moš kar tako nadomestiti, čeprav so dobili nekaj novincev, ki bi lahko bili okrepitve. Ekipa Silika je pač rasla, pač letos je, mislim, da je čas za napredek, ali bojo naredili ta korak naprej ali ne, pa ekipa Meteoroplasta se je tudi okrepila, leto so starejši, leto bolj izkušeni, mislim, da bodo tudi oni odkrito ciljali za vrh, ampak jaz mislim, da majhno prednost še vedno dajem ekipi Dobovca. Omenila sva vašo novo vlogo pri celjskem klubu, ostajate selektor ženske reprezentance, kaj pa U19 reprezentanca, boste tu še naprej sodelovali, delali? Moramo se še z selektorjem usesti pa malo pogovoriti, v bistvu, da vidimo, kakšne imamo plane naprej. V bistvu konec leta nam poteče vsem selektorjem mandat in mora tudi zveza povedati, kako in kaj, in potem bomo lažje se dogovarjali za prihodnost. Draga Adamič, hvala za obisk, srečno naprej v številnih vlogah, ki jih opravljate v slovenskem futsalu. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Nasvidenje ponovno prihodnji petek ob 20. uri. Lepo se imejte in lahko noč.